V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Drage sestre, dragi bratje, danes je 4. adventna nedelja, torej zadnja nedelja pred Božičem. Kristusovo rojstvo je zaznavno ravno v času teme, po noči, za razliko od Kristusovega vstajenja od mrtvih, ki se je zgodilo zgodaj zjutraj, podnevi. Kristus torej zajema cel dan, zato smo lahko vsi pomirjeni. Z nami je namreč ponoči in podnevi. Zgodnji kristjani so izbrali v spomin na Jezusovo rojstvo najdaljšo in najbolj črno noč v letu, da bi s tem izrazili, da ni tako temne noči, da je Bog ne bi mogel razsvetliti. Svojo luč je torej prižgal v božični noči, a je dokončno zažarela na velikonočno jutro vstajenja. Zato, dragi zbrani, ni razlogov za strah. Božič nam namreč sporoča, da nismo sami. Kajti rojen je Emanuel, čigar ime pomeni, da je Bog z nami. Današnja adventna nedelja nas torej vse skupaj opogumlja za ljubezen do Boga, ljubezen do bližnjega in ljubezen do Božjega stvarstva. In kot vidite, imamo še eno nalogo, in sicer vabim našega Denisa Wrighta kot predstavnika vseh naših vernikov, ki prihajajo iz drugih dežel, iz drugih držav. Nekateri so že odpotovali, kot smo slišali, v daljni Hongkong in v daljno Malezijo, kjer bodo Božič preživeli s svojimi sorodniki. Jill in Denis pa bosta ostala kar med nami, tako da prosim Denisa, da pride z mano in bomo skupaj prižgali še 4. adventno svečko. Tako, sedaj pa še eno posebno obvestilo in sicer, kot se spomnite, smo v letošnjem decembru kar nekaj svojega časa posvetili tudi dobrodelnosti. Torej na letošnjem dobrodelnem koncertu, ki ga je v naši cerkvi organizirala Glasbena šola Lipičnik, ter na božičnih bazarjih tu pri cerkvi, kot tudi na vseh ostalih dobrodelnih koncertih in bazarjih, ki jih je Glasbena šola Lipičnik in naša cerkev izvedla, smo torej skupnimi močmi za sirotišnico Kaza v Ugandi zbrali 3240 evrov. V imenu celotne cerkve in vodstva cerkve se zahvaljujem prav vsakemu od vas za vaš nesebični dar. Kot veste, s to sirotišnico sodelujemo že vrsto let, zato tudi vemo, da gre denar v prave roke. Jutri v ponedeljek, 22. decembra ob 19. uri molitveno srečanje odpade, ker bomo imeli v tem tednu seveda kaj drugega kot božična bogoslužja, tako da že napovedujem v sredo, 24. decembra, kot običajno ob 22. uri zvečer, torej ob 10. zvečer, na sveti večer imamo tu v cerkvi polnočnico, na božični dan, to je v četrtek, 25. decembra, pa ob 18. uri tudi tukaj praznično bogoslužje. Vabila smo že objavili na vseh naših družbenih omrežjih, a izkušnje kažejo, da je najlepše povabilo tisto, ki prihaja iz srca. Zato povabimo svoje bližnje, prijatelje, da skupaj praznujemo Božič v cerkvi kot ena velika družina, kajti osebno povabilo je dar, ki odpira vrata vere in gradi močno skupnost. V ta namen smo stiskali tudi nekaj letakov za tiste, ki ste navajeni vabiti na ta način, in jih imate zunaj pri izhodih iz cerkve, pri obeh izhodih, lahko jih vzamete in jih razdelite med svoje prijatelje.
Vsekakor pa se bližamo najlepšemu času v letu, zato prav vsi prisrčno in toplo povabljeni v cerkev. To pa še posebej velja za otroke, namreč naši otroci bodo na božičnem bogoslužju, kot je že običajno in kot se že lepo nasmihate, obdarjeni z božičnimi darili, tako da to nas čaka 25.12. Prav tako bodo otroci popestrili božični program. Naslednjo nedeljo, 28. decembra ob 10. uri, pa imamo kot običajno osrednje tedensko bogoslužje, to bo torej zadnja naša skupna nedelja v letu 2025. Imamo še eno obvestilo in sicer je izšla malo bolj obsežnejša revija, celoletna revija Vode počitka, ki je namenjena evangelijski duhovnosti. Revijo si lahko vzamete pri obeh izhodih. Imamo torej natisnjeno verzijo, v naslednjih dneh bomo objavili tudi digitalno verzijo naše revije. Kot verjetno že veste in se spomnite, je ta revija plod prostovoljnega dela naših vernikov, naših duhovnikov in ostalih duhovnikov, ki sodelujejo pri tem projektu. Vsi, ki ste naročili cerkveni koledar, pa ga lahko po bogoslužju prevzamete v pisarni, torej koledar za leto 2026 je prišel in bosta z vami pri deljenju teh koledarjev sodelovala duhovnik Peter Golob in naša zvesta tajnica cerkve Cvetka Petelinc. Tako da zunaj oziroma v cerkveni pisarni lahko prevzamete. Sedaj pa bomo zapeli veselo pesem, ki pravi Gloria, Gloria. Gloria, Gloria, na višavah naj Bogu doni, mir ljudem prinaša sin obljubljeni, rojen je rešenik milostni. Se na Golgoti je
Glorija ali slava Bogu, ker nam daje mir. Biblično vodilo današnje nedelje je zapisano v pismu Filipljanom v 4. poglavju od 4. do 5. vrstice, pravi pa takole: Veselite se v Gospodu zmeraj. Ponavljam vam, veselite se. Vaša dobrota bodi znana vsem ljudem. Prisluhnimo sedaj še poeziji iz psalma 102. Pravi pa takole: Zakaj Gospod je pozidal Sion, prikazal se je v svoji slavi, ozrl se je na molitev. Zakaj Gospod je gledal svoje svete višine, z nebes je zrl proti zemlji, da bi slišal ujetnikovo vzdihovanje, da bi oprostil sinove smrtnosti, da bi na Sionu oznanjali ime Gospodovo, njegovo hvalo v Jeruzalemu, ko se ljudstva zberejo skupaj in kraljestva, da bi služila Gospodu. In v luči Božje besede sklonimo svoje glave k priznanju grehov. Gospod, naš Bog, prihajaš k nam in vstopaš v naše življenje. Velikokrat neopazno, po ljudeh, ki nas razveseljujejo in nas potrebujejo, ki govorijo resnico in so žejni tvoje pravičnosti in svetosti. Ti veš, kako smo jim prisluhnili in izpolnili, kar so od nas pričakovali. Zdaj, ko se ponovno odpira nebo in tvoja slava prihaja k nam, nam odpusti vse zamujeno in nam pomagaj odstraniti vse ovire, ter bodi milosten do nas. Kristus, usmili se. Amen. Besede milosti in slavospeva pa krasijo našo dušo rekoč: Vstani, zasi, kajti prišla je tvoja luč in Gospodovo veličastvo je vzšlo nad teboj. Kajti glej, tema pokriva zemljo in megla ljudstva, nad teboj pa vzhaja Gospod in njegovo veličastvo sije nad teboj. Zato naj bo slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. Vabim še k skupni molitvi. Naš nebeški Oče, Bog miru in radosti, samo še malo in vsi pojdemo k tvoji luči, ki osvetljuje naše mračne globine. Tvoj sin je bil rojen, da svet ne bi živel v temi, ampak v luči. Tvoja milost za človeški rod ni več nedosegljiva, saj nas je obsijala, kar je veselje za nas. Daj nam doživeti to veselje in navdušenje, da se naša srca napolnijo z bogastvom ljubezni, da se bomo z veseljem bližali prazniku miru. Oče, naredi nas ljudi svetega pričakovanja tvojega prihoda, pogumne v upanju, trdne v ljubezni in bogate v veselju. Pošli svojo odrešujočo milost in mir narodom, da ne bi posegali po meču in sulici, ampak bi si prizadevali za skupno dobro. Naj srečamo Kristusovega otroka v obrazih naših bližnjih. Amen. V nadaljevanju bomo slišali berilo, še prej pa bomo skupaj zapeli pesem, ki pravi Hozana.
Lahko sedete. Današnje berilo je iz Luka 1, 46 do 55 vrstica. Marijina hvalnica. In Marija je rekla: Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojemu odrešeniku, kajti ozrl se je na nizko svoje služabnice. Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi, kajti velike reči mi je storil mogočni in njegovo ime je sveto. Njegovo usmiljenje je iz roda v rod nad njimi, ki se ga bojijo. Moč je pokazal s svojo roko, razkropil je tiste, ki so ošabni v mislih svojega srca. Mogočne je vrgel s prestolov in povišal je nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Zavzel se je za svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja, kakor je govoril našim očetom, Abrahamu in njegovem potomstvu na veke. Marijina hvalnica je ena najlepših molitev v Svetem pismu, saj izhaja iz srca mladega, preprostega dekleta, ki se zaveda svoje majhnosti, a hkrati veličine Boga. Ko Marija pravi, da se je Bog ozrl na njeno nizkost, ne govori z grenkobo ali manjvrednostjo, temveč z globoko ponižnostjo. Zaveda se, da sama nima moči, položaja ali bogastva, vendar ima nekaj, kar je Bogu najdragocenejše, odprto srce in pripravljenost služiti. Marija ni bila izbrana zato, ker bi bila pomembna v očeh sveta, ampak ker je bila razpoložljiva Bogu. Njena vera ni glasna ali samohvalna, temveč tiha, zaupna in pogumna. Predbožični čas nas vabi, da se ustavimo in pogledamo vase. Svet nas pogosto prepričuje, da smo vredni le toliko, kolikor imamo, stvari, bogastva ali všečkov na družabnih omrežjih. Marijina hvalnica pa nas uči drugačne logike. Bog ne išče popolnih, bogatih ali močnih, temveč tiste, ki mu dovolijo, da deluje v njihovem življenju. Slaviti Boga z veselimi srci pa ne pomeni vedno, da je vse v našem življenju brez težav, ampak da kljub težavam zaupamo, da Bog deluje. Marija je slavila Boga, še preden je videla izpolnitev obljube, še preden se je Jezus rodil. Zato je njena hvalnica izraz vere, ki gleda dlje od trenutnih okoliščin. Naj nam bo Marija zgled v tem adventnem času, da se znamo veseliti Boga, ki prihaja k nam, da se ne bojimo svoje majhnosti in da se znamo dati na razpolago. Kajti tam, kjer je ponižno in odprto srce, tam ima Bog prostor, da stori velike reči. In mi imamo zdaj možnost, da slavimo tega Gospoda, ki je zvest svojim obljubam. Zato nas vabim, da ostanemo, naš Bog je velik in ta velik Bog je ravno v tem trenutku tukaj z nami.
Dobri naš očka, pred te prihajamo prav takšni, kot smo, preprosti, nepopolni, majhni, pa vendar, tebi dragoceni in ti si nas izbral. Pomagaj nam, da se ti bomo znali odpreti, ti dati naša srca na razpolago in da bomo rasli v ljubezni in služenju kot cerkev in posamezniki. Tebe, Jezus, pa slavimo in ti dajemo vso hvalo in čast na vse veke. Amen. Sledi utrinek za otroke. Tako, dragi otroci, lahko se mi pridružite. Tudi če je kakšen bolj sramežljiv, lahko pridete z mamicami in oči, nič hudega. Takole. Danes imam, mislim, da 3 stvari. Ja, 3 stvari imam. Morda bom potrebovala še kakšno pomoč. Najprej pa nagradno vprašanje za vse vas, dragi otroci. Kaj mislite, kaj je tole? Na kaj vas pa to spomni? Kaj smo počeli z božičnim žitom? Se spomnite? Aha, kdo ga je posadil? Vi vsi ste ga posadili 3 nedelje nazaj, drži, na prvo adventno nedeljo. Če se spomnite, smo ga posadili in meni je celo uspelo ga zaliti, tako da danes imamo tole. Kaj smo naredili? Se spomnite, draga cerkev? Sadili smo upanje. Rekli smo, da vzamemo majhno seme, ga položimo v zemljo in upamo, da bo zraslo. Tako nekako je tudi v našem krščanskem življenju. Včasih gremo čez težke stvari in upamo, da jih bo nekega dne konec, da bodo ozelenele. Tako da božično žito bom prestavila tamle gor, kamor bomo tudi dodali darila, ki prihajajo in ga boste lahko si še ogledali. Sedaj pa imam za vas še eno vprašanje. In sicer me zanima, kaj mislite, kako se počuti tale moj prijatelj? Aha, veselo. Po čem to veste? Po čem to sklepate? Aha, ker je nasmejan. A veste, koliko je ta balon že star? Pa, če se pravilno spomnim, smo ga uporabili, ko smo imeli cerkveni izlet na Javorovico avgusta. Se še kar lepo drži, ne? Verjetno zato, ker je bil nasmejan. Ampak kaj hočem s tem pokazati? Pravzaprav rabim pomoč. Aha, boš ti? Ok. A znaš pihati balone? Super. Napiham ga. Samo da je še prej nekaj vprašam. Si predstavljate, tale balonček je kakšen? Tak, malo bolj. Ja, nič kaj veliko ni od njega. Zelo težko bi gor narisala veselje. Mogoče bi mi uspel kakšno oko narisati, kaj več od tega pa zagotovo ne. Zdaj boste pa videli, kaj se zgodi, če balon napihnemo. Bravo. Ok, super. Lahko ga držiš? Bravo. Poglejte, kaj se je zgodilo. Tukaj smo napihnili balon in približno tako je tudi z nami. Veste, če balon napihnemo, je to prispodoba tega, da napihnemo svoje srce. Če je naše srce raztegljivo, potem je v njem kaj? Več prostora za veselje, več prostora za ljubezen. Če je naše srce... Dajmo ga spustiti. Prazno, potem tudi nima prostora za ljubezen. Potem tudi nima prostora za veselje. In zdaj smo se, otroci dragi, naučili eno pomembno resnico. Danes je 4. adventna nedelja, rečemo ji tudi nedelja ljubezni, oziroma 4. svečka prispodablja tudi ljubezen, ampak nekaj smo se naučili. Kakšna je povezava med ljubeznijo in veseljem? Kaj smo ugotovili? Če imamo drugega radi, smo veseli. Se pravi, veselje, kar je bistvo, zato pravijo vsi strokovnjaki, da je Božič najbolj vesel čas, je povezano z ljubeznijo.
Ker k nam prihaja Bog, da nas obdari svojo ljubeznijo, tudi mi obdarujemo drug drugega. In sedaj vam pokažem še eno stvar, kako to vem, da je to res. Kaj pa imam tukaj skritega? Tako je, čokolade. In to so zelo dobre čokolade, ki jih pri nas kupujemo samo za Božič. Take dobre. Zdaj vam pa povem eno skrivnost. Si predstavljate, kako bi bilo, če bi jaz svojemu pomočniku tukaj dala čokolado, pa dam jo še tukaj Matevžu, pa sebi seveda, ne? Pa za vas pa bomo spustili letos, a? Kako se počutite? Veselo? Super, hvala, vzamem. Torej, še ena resnica je tukaj pomembna. Ko delimo, nam to prinaša blagoslov, kajti delimo drug z drugim. In če bom jaz delila z vami, se bo na vaših obrazih izrisal kaj? Nasmeh. Ti že imaš, drži? Greva dalje? Kar vzemi, Bor, lahko vzameš. To ti bil hec prej. Vsak bo dobil, kar si bo zbral. Pametna izbira. Takole. Pa še tukaj. Samo pogledajte njihove obraze, še vedno so veseli čokoladi, sploh teh dobrih. Pa da ne bomo zdaj spustili, ne? Moramo biti pošteni. Zdaj veste, kje se splača v cerkvi sedeti. Tukaj imamo še enega. Evo. Prosim. Takole. Ajo, Tadej. Imamo še kakšnega tam? Ok. To je pa za druge odrasle otroke, ki imajo kasneje še kakšno obveznost. Skratka, dragi otroci, draga cerkev, pardon, tudi za vaju. Torej, dragi otroci, draga cerkev, veselje je povezano z ljubeznijo, zato se imejmo radi, ljubimo Boga in bližnjega, kakor samega sebe. Sedaj pa greste lahko na verouk. Jezus je luč, ki je prišel na svet, luč našim nogam pa je tudi Božja beseda in pred Božjo besedo bomo pobrali kolekto s pesmijo, ki govori prav o tem. Beseda
V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Drage sestre, dragi bratje, kot smo danes že slišali, smo v 4. adventni nedelji. Latinska beseda za advent ali adventus pomeni prihod, čas pred Božičem, čas pričakovanj. Čas, ko se spomnimo Jezusovega prihoda na ta svet. Adventni čas je za kristjane zelo pomemben čas, kjer nas vabi, da se spomnimo na preteklost, nas spodbuja, da živimo sedanjost in da se pripravimo za budućnost. Današnji odlomek, ki ga bomo prebrali iz Svetega pisma, se nahaja v Novi zavezi in sicer v Evangeliju po Luku, prvo poglavje, od 26. vrstice do 38. Prosim, če ostanemo v Božji besedi. Napoved Jezusovega rojstva. V 6. mesecu je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef iz Davidove hiše in devici je bilo ime Marija. Angel je stopil k njej in rekel: pozdravljena, obdarjena z milostjo, Gospod je s teboj. Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to. Angel je rekel: ne boj se, Marija, kaj ti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo v Jakobovi hiši vekomaj in njegovem kraljestvu ne bo konca. Marija pa je rekla angelu: kako se bo to zgodilo, ko ne pozna moža? Angel je odgovoril: Sveti Duh bo prišel nate in moč Najvišjega te bo obsenčila. Zato se bo tudi sveto, ki bo rojeno, imenoval Božji sin. Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v starosti in to je 6. mesec njej, ki so jo imenovali nerodovitno. Bogu namreč ni nič nemogoče. Marija pa je rekla: glej, Gospodova služabnica sem, zgodi se mi po tvoji besedi. In angel je šel od nje. Blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in po njej se ravnajo. Izvolite sesti. Ko stopamo v 4. adventno nedeljo, smo že skoraj na pragu Božiča. 3 svečke so bile prižgane, danes smo prižgali tudi 4. Svečo miru, svečo ljubezni. Vsa narava, vse naše praznično vzdušje in urejanje, naše notranje hrepenjenje nas vodi k temu trenutku, to je k Božjem prihodu do nas. A današnja beseda ne govori o betlehemskem hlevčku, o pastirjih ali o angelih. Pelje nas na sam začetek zgodbi odrešenja. V trenutku, ko se Bog sklanja k eni preprosti mladenki iz Nazareta, k Mariji in jo povabi v čudovito in hkrati v zahtevno poslanstvo. Ko govorimo, da Bog prihaja tiho, nežno in osebno, ne govorimo o pesniški prispodobi, ampak o osrčju Božjega razodetja. Bog se ne vsiljuje, ne prihaja z močjo, ki bi človeka prestrašila ali ga oropala svobode. Njegov prihod je drugačen od človeških predstav o veličini. Je skrit, tih, neopazen, a hkrati najgloblji in najbolj resničen. Angel Gabriel pride k Mariji ne v blisku ali gromu, ampak v preprostosti, v domačem okolju, v tihem jutru Nazareta. Tako deluje samo Bog. Nežno, brez vsiljevanja, brez spektakla. Vstopa v vsakdanje življenje prav tam, kjer smo doma, kjer smo ranljivi, kjer smo najbolj iskreni. Bog ne potrebuje hrupa, ker ni tekmovalec za pozornost. Človekov svet je poln glasov, zahtev, reklam, obljub,
vsi kričijo, poglej mene, izberi mene, poslušaj mene. Toda Bog ni eden izmed mnogih, ki bi moral tekmovati za našo pozornost. On ni glasen, ker se ne vsiljuje, temveč vabi. Njegova moč se kaže v tišini, ki ga lahko zapolni samo resnica. Ko pride Bog, ni potrebe po dokazovanju, on je preprosto navzoč. Božja nežnost je izraz njegovega spoštovanja do človeka. Bog prihaja nežno zato, ker spoštuje človekovo svobodo. Nikoli ne zlomi vrat, da bi vstopil. Nikoli ne ustrahuje, da bi bil sprejet. Nikoli ne manipulira s človekom, da bi ga pridobil. Njegov prihod vključuje povabilo in ne ukaz. Zato je oznanjanje Mariji tako simbolično. Bog pošlje angela, ki ne ukazuje, ampak prosi, razlaga in čaka. Marijin da ni bil izsiljen, ampak svoboden. V tem je veličina Božje ljubezni. Bog ne želi sužnjev, temveč svobodne sogovornike. Bog prihaja osebno vsakemu na način, ki ga lahko najbolj razume. Bog nima šablone, s katero bi klical ljudi. Bog pristopa k človeku na najbolj razumljiv način. Nekoga nagovori skozi tišino molitve, nekoga skozi bolečino in preizkušnjo, spet drugega skozi lepe trenutke, nekoga skozi pričevanje drugega človeka. Bog nas pozna po imenu in tako je poklical po njenem imenu tudi Marijo. Njegov pogled je osebni, njegova beseda je osebna, njegov dotik je osebni. Tudi danes Bog prihaja k tebi ne zato, ker si popoln ali močan, ampak ker te ima rad, ker si njegov in ker te želi nagovoriti. 4. adventna nedelja zato ni le priprava na praznik, ampak vabilo, da Bog še vedno prihaja k nam osebno, v skrivnosti in tišini naših src. On ne prihaja v hrupu trgovin, ne v obdarovanju, ne v površnih čustvih, ampak v tihem šepetu, ki pravi: s teboj sem, čakam te, rad te imam. Ko človek prisluhne tem šepetu, odkrije, da Bog ni daleč, ni tuj, oddaljen. Bog je vedno blizu. On je z nami, zato ga sprejmimo nežno, tiho in osebno. Marijina pripravljenost. Glej, služabnica sem Gospodova. Marijin odgovor angelu je ena od najmočnejših izjav v celotnem Svetem pismu. Ne zaradi velikega števila besed, ampak zaradi njihove globine, odločnosti in popolne predanosti. Te besede so srce oznanjevanja, temelj učlovečenja in začetek nove zgodovine odrešenja. Marijin da ni bil samoumeven, bil je tveganje. Ko je Marija izrekla: služabnica sem Gospodova, je sprejela nalogo, ki bi jo lahko stalo njene varnosti, njene časti, njenega odnosa z Jožefom, v skrajni meri tudi njenega življenja, saj bi bila lahko po Mojzesovi postavi kamenjana. Marija ni bila naivna. Razumela je pomen, da bo njen odgovor imel tudi posledice. Pa kljub temu ni rekla: najprej mi povej vse podrobnosti in mi daj čas za razmislek. Rekla je: zgodi se mi po tvoji besedi. To ni slep da, ampak premišljen, podprt z zaupanjem v Boga. Marija je sprejela Božji načrt, čeprav ga ni razumela. To vidimo iz njenega vprašanja: kako se bo to zgodilo? Ne izraža dvoma, ampak željo potem, da bi razumela. Njeno vprašanje ni upor, ampak odprtost in iskrenost. Angel pa ji ne pove vsega, samo toliko, kolikor je bilo potrebno, ostalo je bilo zaupanje in vera. To je prava vera. Ne razumeti vsega, ampak se prepustiti Bogu, ki vse vidi vnaprej. Marija sama sebe imenuje
služabnica oziroma dekla, to je znak ponižnosti in odgovornosti. Beseda dekla po grško pomeni služabnica. To je tista, ki služi, tista, ki pripada Bogu. To ni podrejenost, to je držanje nekoga, ki se zaveda, da ima njegovo življenje smisel v služenju Bogu in ljudem. Marija ne reče, jaz bom naredila nekaj za Boga. Reče pa, naj Bog naredi v meni, kar želi. S tem prizna, da je Bog glavni, ona pa le sodelavka. To je najvišja oblika duhovne svobode. Marijin odgovor je popolnoma oseben in poln zaupanja. Ko izgovori svoj da, ga izreče sama, brez prič, brez kakršnekoli podpore, brez vednosti staršev, brez soglasja skupnosti. Marija izreče svoj odgovor v samoti, a v tem odgovoru ni osamljena, ker se zaveda, da je z njo Bog. Marijin da je dejanje vere, upanja in ljubezni. Dejanje vere sprejme, da je Bogu vse mogoče in ne zahteva dodatnih dokazil. Dejanje upanja verjame, da bo Bog vodil njeno prihodnost, čeprav se ji mogoče zdi negotova. Dejanje ljubezni odpre svoje srce ne iz dolžnosti, ampak iz ljubezni do Boga in do ljudi. Marijin da spreminja svet. Z njenim odgovorom se začne nova zgodovina. Bog postane človek, na svet pride odrešenje, poruši se zid med človekom in Bogom. Začne se izpolnitev vseh obljub, ki so bile zapisane že v stari zavezi. Marija je vzor tudi za naš da Bogu. Vsak od nas je povabljen, da izreče Bogu svoj, glej, tukaj sem Gospod. Bog nikoli ne išče in ne pričakuje popolnih ljudi, ampak pripravljene. Ne išče močnih, ampak odprtih. Ne išče tiste, ki razumejo, ampak tiste, ki so pripravljeni in zaupajo. Bog potrebuje moje in tvoje sodelovanje. Ko rečemo, da Bog potrebuje naše sodelovanje, ne mislimo, da je Bog sam po sebi nepopoln ali odvisen od človeka. Bog je popoln, samozadosten in vsemogoč. Toda ravno zaradi tega, ker je Bog ljubezen, izbere pot, po kateri človeka vključuje v svoje delo. Ljubezen namreč vedno išče sodelovanje, ne prisile. Bog ima načrt, da človeka povabi na sodelovanje, ne na prisilo. Bog je ustvaril svet, ki ga je zaupal človeku v varstvo. Človek ni zgolj gledalec, ampak sodelavec. Bog daje človeku nalogo, odgovornost in zaupanje. Takoj na začetku je jasno, da Bog dela z nami, ne mimo nas. Pri učlovečenju Bog potrebuje Marijin da. Bog bi lahko postal na različne načine človek, a odločil se je, da bo prišel na svet skozi privolitev človeka, mladenke iz Nazareta. Marijin, zgodi se, je prvi veliki dokaz, da Bog svojo voljo uresničuje skozi človeka. Bog se nikoli ne vsiljuje, ampak čaka na naše sodelovanje. Ko pa se človek odpre za Boga, se začnejo dogajati velike stvari. Bog vstopa v ta svet po ljudeh tudi danes. Tudi danes Bog deluje na isti način, po tebi in po meni. Kdor je lačen, izkusi Božjo dobroto po tistih, ki mu prinesejo kruh. Kdor je osamljen, začuti Božjo bližino po tistih, ki sedijo z njim v tišini. Kdor je ranjen, prejme Božje usmiljenje po tistih, ki znajo poslušati in odpuščati. Bog bi lahko delal sam, toda on tega ne želi. Želi delati z nami, zato nam je dal
različne darove, s katerim želi, da delamo in s tem služimo drug drugemu. Nihče nima vseh darov. Vsak ima nekaj, kar lahko ponudi drugemu, in ti darovi so namenjeni za služenje. Če ne uporabljaš svojega daru, lahko s tem prikrajšaš svet okoli sebe. Ko pa dar uporabljaš in deliš, pa se izkaže sodelovanje med nami in med Bogom. Zato se imenujemo Božji sodelavci. Bog kliče in čaka na naš odgovor. Bog ne prisiljuje. On vabi, kot je povabil Marijo, apostole, tako tudi danes vabi tebe in mene, da se odzovemo. Vprašanje pa je vedno, ali bom rekel svoj da. Morda to ne bo velik da, morda ne bo takoj viden ljudem, a vedel boš, da si rekel da Bogu, ne ljudem, in Bog lahko naredi iz malega veliki da. Bog potrebuje le tvoje in moje sodelovanje. Vse ostalo prepustimo njemu. Advent je čas, ko nas Bog sprašuje, ali imam prostor v tem življenju. Ne sprašuje po popolnosti, ampak sprašuje po naši odprtosti za njega. Ravno v tem globokem sporočilu Bog ne gleda na našo urejenost, brezhibnost. Pride k vsakemu, ki je majhen, preprost, ranljiv in potreben Božje pomoči. Zato je advent čas tišine, sredi hrupa, in čas poslušanja, sredi neštetih besed. Je preprosto povabilo, da naredimo prostor za njega ne le v naših domovih, ampak predvsem v naših srcih. Betlehem pomeni hiša kruha. To pomeni, da se rodi tisti, ki je kruh življenja. Bog se odloči za presenetljivo bližino. Ne pride kot vladar, temveč kot otrok, ki potrebuje človeške roke, toplino in zaščito. Advent nas uči gledati drugače. Kar je majhno, postane veliko. Kar je skrito, postane vidno. Na poti v Betlehem stoji Marija. Ni brez skrbi, ni brez vprašanj, a gre naprej. Njena pot je pot vere. Marija v svojem srcu nosi obljubo, ki presega vsak razum. Advent nas vabi, da stopimo v njeno šolo, v šolo poslušnosti, zvestobe in zaupanja. Pogosto smo taki ljudje, da bi želeli imeti jasne odgovore in zagotovila takoj. Bog pa nam ponuja sebe. Ne obljublja nam lahke poti, obljubi pa, da bo vedno z nami. Božič ni le čas veselja, je razodetje, da želi biti in ostati vedno z nami. Ime Emanuel pomeni Bog z nami. To ni samo lepo ime, ampak ima velik pomen, ki se uresničuje v našem vsakdanjem življenju. Če advent vzamemo resno, potem Božič ne bo šel mimo nas kar tako, ampak bo v naših odnosih več potrpežljivosti, v naših domovih več miru in v našem pogledu več usmiljenja. Betlehem nas uči, da Boga lahko srečamo tam, ker se sklonimo in ustavimo pri ljudeh, ki so v stiski. Čakati na Gospoda pomeni pripraviti pot, ne z velikimi besedami, ampak z drobnimi dejanji ljubezni, odpuščanjem, spravo, pozornostjo do osamljenih, z odprtim srcem za tiste, ki so na robu. Ko v naše življenje naredimo pot drugemu, nastane v našem življenju majhen Betlehem. Vedno, ko izberemo ljubezen namesto ravnodušnosti, se ponovno zgodi Božič. Zato nas vse skupaj pozivam in vabim k Božiču, ki naj ne bo le praznik, ampak srečanje z Bogom, ki prihaja v tišini noči, a spreminja svet. Marijina poslušnost je lekcija za vse nas.
Ko beremo in poslušamo odlomek iz Evangelija po Luku, ki pravi: Marija, glej, služabnica sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi, vidimo, da te besede niso le lep verski zapis, ki ga radi ponavljamo. To je jedro Marijine vere in hkrati največja lekcija za nas. Beseda poslušnost ima isti koren kot beseda poslušati. Marija je najprej tista, ki posluša angelov pozdrav, Božjo obljubo in nazadnje posluša svoje srce. Evangelij pravi, da se je vznemirila in premišljevala, kaj naj bi pomenile te besede. Marija si vzame čas, ne reagira impulzivno, ampak v tišini izločuje in premišljuje. V svetu hrupa, hitrih sodb in takojšnjih odgovorov nas Marija uči tišine. Bog ne kriči, govori tiho. Kdor ne posluša, ne more slišati. Marija ne molči iz strahu, le sprašuje, kako se bo to zgodilo. Njeno vprašanje ni znamenje nezaupanja, ampak znak zrelosti. Želi razumeti, kolikor je to mogoče, da bi lahko svobodno sodelovala. To je pomembna lekcija za nas. Vera ne izključuje razuma. Bog se ne boji naših vprašanj. Kolikokrat se mi bojimo zastaviti vprašanje, ker bi mogoče ogrožala našo vero. Marija pa nam pokaže, da prav iskreno vprašanje lahko vodi v globoko zaupanje. Ko Marija izreče zgodi se, se njeno življenje popolnoma spremeni. Ne dobi zagotovilo, da bo vse potekalo lahko, ne sliši obljube, da bi vsi razumeli. Tu se pokaže resnica globine njene vere. Marija bolj zaupa Bogu kot lastni varnosti. Tu vidimo izziv za nas. Poslušnost pogosto pomeni iti proti toku, sprejeti križ, vztrajati v resnici, tudi takrat, ko je težko. Marija nas uči, da prava poslušnost ni udobna, je pa rodovitna. Za Marijin da se zgodi nekaj nepredstavljivega. Bog postane človek. Bog, ki bi lahko vse storil sam, izbere pot sodelovanja s človekom, a predtem počaka na Marijino privolitev. Tu vidimo veliko spoštovanje Boga do človekove svobode. Bog se ne vsiljuje, on čaka. Tudi danes čaka tebe in mene. Se nam ne vsiljuje, ampak želi svobodni da lahko nadaljuje delo odrešenja. Marija s potrditvijo ne postane junakinja samo te odločitve. Njena poslušnost se nadaljuje tudi naprej v njenem življenju, ko je morala bežati v Egipt, najbolj pa ko je stala pod križem, medtem ko je Jezus umrl na križu. Njena vera ni čustveni vrhunec, ampak je vztrajna zvestoba. Poslušnost Bogu se redko kaže v velikih dramatičnih dejanjih. Pogosto se kaže v vsakodnevnih v zvestobi, potrpežljivosti, odpuščanju in služenju, ki ga nihče ne opazi. Dragi sestre, dragi bratje, Marijina poslušnost ni nedosegljiv ideal, je pot, po kateri smo povabljeni hoditi tudi mi. Velikokrat sem danes že naglasil, da Bog ne pričakuje naše popolnosti, ampak le odprtost in iskrenost. Vprašajmo se ta trenutek, na katero odločitev Bog čaka, da mu rečem da. Kje me vabi, da mu zaupam bolj kot svojim strahovom? Morda je to v odnosu, ki kliče po spravi. Morda je to v odločitvi, ki zahteva poštenost. Morda v sprejemanju križa, ki ga nisem izbral. Dragi zbrani, odlomek, o kateri smo danes govorili, se ne konča v Nazaretu, ampak se nadaljuje tudi danes v naših življenjih. Sporočilo angela in Marijin odgovor sta postavljena pred nas.
Bog prihaja tiho, spoštljivo, brez usiljevanja. Čaka na našo svobodno izbiro in na naše zaupanje. Marija nam ne predstavlja lahkega recepta, ampak to je pot poslušnosti, vere, poguma in odločitve. Ne razume vsega, a vendar zaupa Bogu. Naj današnji evangelij nas vabi, da tudi mi v svojem vsakdanu najdemo pogum za preprost, a iskren odgovor. Gospod, tukaj sem. In Božji mir, ki presega vsak naj varuje vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Amen. Molimo. Vsemogočni in usmiljeni Bog, hvala ti, da si nam poslal svojega Sina za zveličarja na tako čudovit način. Prosimo te, odpri tudi nam srce, da bomo znali prisluhniti tvoji besedi in reči da v vsakdanjih odločitvah. Tudi takrat, ko je težko, nejasno ali zahtevno. Naj nas Sveti Duh vodi, da bomo kakor Marija nosilci upanja, miru in usmiljenja. Po Kristusu našemu Gospodu. Amen. Zapeli bomo skupno pesem Sveta noč, blažena noč. To ni le božična pesem, temveč pričevanje o moči miru. Na božični večer leta 1914, sredi grozot prve svetovne vojne, je ta preprosta melodija zazvenela iz jarkov. Najprej tiho, nato vse glasneje. In orožje je utihnilo. Sovražniki so za hip postali ljudje, peli so isto pesem, stopili drug proti drugim in si segli v roke. Slava
sveta. Jezus, luč je sveta. Draga cerkev, zaključimo današnje bogoslužje še skupno molitvijo, Jezusovo molitvijo Oče naš, ki je molitev cerkve. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Ker tvoje je kraljestvo in moč in slava na veke. Amen. Prejmimo vsi skupaj še zaključni duhovniški blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obliče nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obliče nad te in ti podeli mir. Amen.